Kaj pa YouTube creatorji, reviewerji board gameov? Pa dvorezen meč, čisto po pravici povedano. Mi smo bili Ne so seriji Evil. Ja, mi smo bili v bistvu čisto po pravici, pri prvi kampanji je bilo grozen. Ker smo mislili, koliko so to fajn, večina koliko jih je fajn, koliko bojo to pomagali. Velikih naredi bare minimum. Ne bom jih najmal, ampak pač velikih naredi bare minimum in se samo v bistvu pečeš. Mislim, ne vem, kje ga misliš. Velikih je, mislim, je pa ene par takih, ki se res potrudijo. Recimo te, ki smo imeli drugo kampanjo, te so bili vsi amazing. Te, ki so recimo na Kickstarteru spodaj. Ampak recimo vsi te, ki smo imeli to kampanjo, so bili amazing. Pa tudi res velika razlika je, a ti tega človeka, preden on nekaj naredi zate, spoznaš v živo. Tudi ja. Aljaš pa samo sta recimo nas predstavila na UK Expo letos in sta lahko v živo z v bistvu temi ljudmi, 3 youtuberji so se v živo dobili in so v živo šli igrati igro in tako naprej. Smo jim tam v živo predstavili, dali nekaj kontenta, oni so lahko sprašvali, mi smo jim povedali. In tudi razlika med temi 3 in ostalimi, ki so delali, ne da bi, je pač opazna razlika. Ja. In pred prvo kampanjo, ker je bil COVID, nismo mogli biti na nobenem. Zdaj pred drugo kampanjo smo bili pa lansko leto na Špil Esnu in zdaj en mesec, letos gremo spet. In en mesec pred začetkom kampanje smo bili na UK Games Expo. Ja, to se je bolj poznalo. In je bila taka razlika, kar se tega tiče. Mogoče tukaj en point, čist general point. Glede na tvoj produkt, ki ga delaš, moraš imeti tak content, oziroma take content creatore. Se pravi, pri nas je bila tudi malo napaka, ker smo iskali board game reviewerja, mi pa nismo board game in zato hitro pride do mogoče komunikacije, kaj točno je naša igra. Pa skoraj je boljš najti kakšne manjše, ki so pač dedicated, ki veš, da dobro delajo videe, take in-depth. Kakor delati neke videe, ki pač sam senzacijo iščejo in pač neki... Se to je res, ker ko prvič vidiš igro, pa nič ne veš o njej, greš kar srčat na celem YouTubeu in greš vse pogledat, kaj je, či je velik, mali, ni pomembno, samo da dobiš neke informacije, katere ti služijo. Točno to, zaradi tega, ker tudi tako za creatorja, sami te YouTube revieweri, influencer in tako naprej niso full velik direct conversion, kar ti pa koristijo, ti pa prekredibilnosti. Ja. Se pravi, fajn je najdeti nekoga, ki ti bo res kredibilno znal tvoj produkt oceniti in tako naprej, da ga ne bo out of context vzel, da bo dejansko komunikacija s tabo. Že tukaj boš videl, če je za kaj ali ne, koliko te posluša, koliko ti odgovarja, koliko komunicira s tabo, koliko te sprašuje, ker eni so taki, ja, bom to naredil. Mu pošljaš tako, res kratko, concise navodilo, samo da mu pointaš out par stvari. Ne bo prebral. In pač bo nekaj po svoje naredil in pa bo tako, to je to, pa bo pa tam folk, če boš imel srečo, mu bo folk v komentih pointoval, da se je on zmotil. Če ne boš pa ti, kaj idiot. Naš community nam pač ene parkrat odnesel rit v komentih YouTube video. Oni ne rabijo delati nobene validacije, preden objavijo svoj video z vami. Odvisno kdo. Če je dober, ti bo poslal prej, če je tak, mislim... Tudi kako je zmenan. Tudi, ja. Ali tudi recimo problem, te večji youtuberji morajo malo tudi za svojo kredibilnost skrbeti. In če si ti nov creator, se ne more zdaj postaviti za tabo, da je to res dobro, pa da ga pa nalaži. Mislim, da se zmota. Tudi če ti reče, da bojo naredili video, ni rečen, da ga bojo. Tako da to je tudi za umisli. To sem že tudi slišal. Ko obljubljajo sami na video, da bojo naredili, pa nikoli ne pride ven. Mislim, to se nam je zgodilo. To je dosta ne. Ja, ne sej, pa nismo edini. Se tudi ene par in drugim Slovencem, ko so kaj delali, je bil podoben feeling. In ti moraš pač, ti na to allocataš kar nekaj sredstva. Ti recimo, če imaš prototipi niso poceni. Ti ga moraš njim poslati. In ponavadi je nekak standard, da ti pač, ko pošljaš prototip, je pač gon zate, ne? Je pač on ga ima. Ni lih najbolj standard, da rečeš nekomu, da je pa to vrn. In pač tako Sem odvisno za kakšno igro. Ja. Recimo naša igra, ki pač smo jim recimo pošiljali tudi po 15 figur 3D naprintanih, ena se printa pač en dan. Prototip 3D printaš, ga ne proizvajaš. V prvi kampanji smo še outsourcali 3D printing, tako da je bila ena figurca pač kar konkretno draga. Da ti to pošljaš čez ocean je še hujš. Grozno je pa, da jih pošljaš 5
dobiš pa 2 reviewja iz tega. Ja, ti si pa jih kar mogoče 5 ur v zagonu, čist tako off the bat. Ne toliko, ampak bolite kot first time creator. Pač odvisno, kako delaš. Kaj pa jim ne rečete, naj pošljajo nazaj igro, ker to marsikdaj tudi slišim, da imajo samo za ta review igro, pa morajo naprej poslati drugemu reviewerju. So tudi kakšne, ja. Sam ponovadi, če so mali creatorji, si predstavljam, da je to za njih potem izguba. Oni pač morajo svoj material, svojo opremo vložiti v tisti video, da dobijo monetarno nazaj tega vložka, potem pa še igro dajo nazaj. To je pač kar si reviewerja, če bo to naprej poslal. Pa če bo pravočasno naprej poslal, to je tudi dobra stvar, deadline. In pač tako, kle se lahko hitro zapleteš, tako da je skoraj boljš kot first time creator, da najdeš rajš manjše, ampak full passionate reviewerja. Pa da te stvari delaš, recimo, če imaš kampanjo julija, začneš marketing pol leta prej. Vsaj pol leta prej. Seveda, čisto odvisno, najboljše, da delaš to leta in leta prej. Čisto, da ne dolgo vezmo, pač exposure je ful pomemben v glavnem in pač nek first time creator je dober, da čim prej svoj produkt pokaže javnosti. Ne rabi popoln produkt. Kje? Mislim, sploh začeti. Kakšne marketinške prijeme? Nimaš nič, ja. Kam greš? Čisto kaj je najbolj siguren deluje Facebook, Google Ads, pozabite. Pa Instagram. Instagram je tudi kar, ampak tam je fajn za tak malo bolj organski exposure. Medtem, ka Facebook adi so kar v redu, še posebej, če pač fajn je, da vrtaš nek audience, če še nimaš kampanje, da ide na splošno najbolj, da jih pelaš sep. In kaj pokažeš? Facebook page ali spletno stran ali... To pa odvisno zelo malo igranja. Če govorimo čisto o first time creatorjih, mogoče bi šel še korak nazaj, da najprej rabiš internet presence, torej da te lahko sploh folk najde. Rabiš imeti grafike. Simple blog ali pa malo bolj kompleksen web page. Rabiš Facebook page, web page, kjer je neka forma, da lahko folk dropa svoj e-mail. Fajn je, da ustreza evropski zakonodaj, to je pomemben del.